celo življenje učili? Celo življenje smo se učili, da moramo izboljšati, v čem smo slabi. Torej, tisto, kar nam peša, tisto, kar nam ne gre dobro, da tisto izboljšujemo. Kaj sem se pa naučila zdaj čez poletje, je pa to, da dejansko bi pa si mogel na list papirja zapisati, v čem si dober in kaj ti gre odlično, in v temu se izboljševati. In v temu posvečati pač več energije, več pozornosti, v to dati svoje novo izobraževanje in dejansko ratati še boljši v tem, kar si dober. Ker če popravljaš samo tisto, kar ti ne gre, si zmeraj v teh energijah, pa še tega ne vem, pa še tega ne vem, pa še tega ne znam dobro, pa to ne znam dobro, in si govoriš v bistvu samo svoje neuspehe. In si frustrirana zaradi tega, ker ti je težko. Če si skozi v miselnosti, da ti to dovolj dobro ne veš, če si skozi v miselnosti, da to ti ne gre dobro, si skozi žalosten, si skozi... V bistvu sam sebi ne daš potrditve, ker misliš, da nisi dovolj, ker veš, da nisi dovolj, in ja, to je cel baksus rata iz tega. Tako da, ja, dajmo res, jaz sem si zapisala, v čem sem ful dobra in kar mi gre ful dobro, in na koncu sem videla, da dejansko to, v čem sem dobra, uživam v temu, kar delam. In ko sem začela res izvajati in se v bistvu izobraževati sem na tej smeri, delati vsak dan, da sem boljša v tem, kar sem že bila po defaultu dobra, sem bolj srečna in bolj uspešna, in vsak dan si govoriš, to mi gre odlično, in si zapišeš svoj uspeh in tvoja samozavest raste in ful se boljš dobro počutiš in si bolj srečen zaradi tega. Tako da, ja, vidite, da ti pač ful stvari rata. Teda, po mojem, da to bo ena taka največja lekcija. Ne se izboljševati, v čemu nisi dober, tisto, kar v čemu nisi dober, delegiraj naprej in daj nekomu, da to dela, ker on blesti v temu, in bo porabil manj časa in manj energije, ti boš porabil manj časa, manj energije za te stvari in vsi boste bili srečni. Tisti, ker itak obožuje to, kar dela to, kar mu je všeč, in pa tebi isto, ker ti boš delal to, ker ti je všeč, to, v čemu si dober in to, v čemu boš obvladal. In dejstvo je, da čez pol leta, 1 leto, 2 leti, 3 leti boš bil še najboljši v tem in lahko v bistvu vedno delaš samo v temu, da boš bil še 100-krat boljši na tem področju. In si pa lahko najboljši v skupini, najboljši pač kjerkoli si že potem v svojem podjetju, najboljši v drugih podjetjih, najboljši vodja, najboljši pač v tem, kar si. In takrat boš bil sam sebi si dal vrednost. Že zdaj si možno sam sebi vrednost. I am enough, da sem dovolj in da dovolj vem. Ampak dejstvo pa je, da si morate zmeraj zapameti, je dovolj vem za zdaj, za ta korak. Dovolj vem, da naredim prvi korak. Vedno pa moraš biti še učljiv. Ker če si rečeš, jaz to vse vem, dovolj vem, si zapreš vsa vrata, nisi več učljiv, ne sprejemaš več toliko novih stvari. Če si pa rečeš, ja, dovolj vem za zdaj korak, in veliko pa še vem, da ne vem, si pa odpreš pol vrata za novo učenje, za učljivost in da se boš vedno razvijal in rasel in postajal v bistvu najboljša možna verzija sebe. In to je cilj. Vsaj moj cilj je. Biti vsak dan pikico boljša, kot so bila včeraj, in ciljam v tisto smer, da bom bila najboljša možna verzija sama sebe. Kar sem lahko, ker imam sama na vpliv na to, ker sama kreiram svoje življenje. Teda, to je bil današnji live o temu. Tako da, če še kaj vas bolj zanima, ne vem, dajte mi še, mogoče imate kakšen predlog, še kakšno temo, ki se vam zdi pomembna, meni mogoče samo umnevna že, pa bi vseeno radi kaj izvedeli moje mnenje o temu, mi napišite v komentar, želim si vedeti več o temu, pa bom povedala glede tega. Če še želite še moje misli brati, si lahko berete na mojem blogu, na success-brands.com, tam imam Mojca Kokalj-Imširović blog, lahko ga poiščete in ja, pišem takšne in drugačne stvari. To je to za enkrat, lahko greste tudi na moj page, Mojca Kokalj-Imširović, Facebook page, tako da ja,
vse posod so vse stvari. Uživajte, lep dan vam želim in srečno!